bistvu danes pa nadaljujemo, hkrati današnji dan bomo tudi začeli s pogovorom o eni knjigi, ki smo jo v bistvu To pa je napoved za dogodek, ki bo zaključil današnji večer, audio-vizualni dogodek Dneve Maratavne. Potem pa vmes bomo se tudi lahko bomo tudi se udeležili ali pa samo se ogledali forum gledališča Zatirani in potem bomo tudi si ogledali dva filma, filme Tomšič in Vojana Laboviča, potem pa bo usledio pogovor. Zdaj pa bi skratka hotela predstaviti današnje goste. Vsi smo se danes prvič srečali v živo in v bistvu smo sodelovali na delavnicah, ki smo jih izvedli v maju. To pa so bile delavnice imenovane Delavci so šli, kar je zdaj. Z nama je Tomo Stenšek, ki je pisatelj in proizvajalist, ki pogosto tudi deluje ne samo kot pisatelj, ampak tudi ustvarja oziroma organizira različne literarne dogodke ter vodi delavnice kreativnega pisanja. Za svoj delo je v bistvu bil velikokrat nominiran za številne nagrade in je v bistvu njegova dela so prevedena na številne jezike. Za to priložnost v bistvu smo imeli delavnico namenjeno srednješolcem in Vajan Horvat je bil manjska ene od izmed udeležen. Imeli smo še dve, ampak se žal one danes niste mogli udeležiti. Vajan Horvat drugače obiskuje prvo gimnazijo, končala je tretji letnik in rada ima filmologijo in umetnostno zgodovino. Roman pa je z druge gimnazije in v bistvu je umetnik zanima na zelo različne načine, sama piše poezijo, občasno prozo, ampak rada tudi boje, slika in se v bistvu ukvarja na različne načine. Nama je bilo čudovito, da ste se udeležili delavnice, ker smo zelo zadovoljni, da smo zgodilo, da so nastali. Potem je z nami tudi umetnica Janja Kosi, ki smo jo v bistvu povabili, da ilustrira nastale zgodbe in nam je zelo zanimivo, kako se je odzvala. To bomo v bistvu tudi nekaj več izvedli o samih ilustracijah, v okviru pogovora, ampak da bomo to kot naše vizualce pogovora. Torej, v bistvu, samo da skratko povem, Delavci so šli, kaj pa zdaj je bila delavnica, ki je hotela izpostaviti, na kak način, da sploh razmišljamo o tem, kaj se dogaja z industrijsko dediščino. Torej smo začeli v bistvu s neko splošno diskusijo, na kateri so tudi sodelovali razni Tome Stenška, Simon Žlahtič, Toni Soprano, Maja Podolšček in smo vsi v bistvu iz različnih perspektiv postavljali ena vprašanja, ki so nama bila zanimiva. Potem so se ta neka vprašanja na te druge delavnice naprej uporabila za v bistvu delavnico kratke zgodbe, oziroma so bila tudi neka tematska izhodišča za samo delavnico. Pa v bistvu jaz bi zdaj vama dala besedo in bi mogoče začela s tem vprašanjem, kak je vama bilo prej samih delavnic in mogoče kaj vas je pritegnilo vama, da se udeležite samih delavnic. Zdaj, po vrsti, lahko se pritegnemo nazaj. Lahko po vrsti. Lahko, bom jaz začel. Povabilo, da vodim te delavnice me je razveselilo, ker pač raz počnem vse, kar se tiče literature. Malo pa me tudi skrbelo, kako zdaj povezati
eno tako temo, kot je industrijska dediščina, pa potem pisanje kratke zgodbe kot nekega literarnega dela z umetniškom vidicom. In se mi zdi, da so vse odrežene to res super uspele. Se pravi, da nismo zdrsnili, kar se pri takih tematih hitro zgodi, ko imamo ogromno informacij, da bi zdrsnili neko esejistiko ali pa neko opisovanje ali pa neko kopičenje golih podatkov, ampak da so se res poskušale živeti velike, živeti usodo ljudi, pa v končni fazi usodo stavk, ko se videli, tudi ste prebrali to knjigo. Tako da sem res vesel za to priložnost. V izhodišču smo, kot si že omenila, spoznali, kaj je to industrijska dediščina in kje konkretno v Mariboru so njeni ostanki in sledovi. Potem nadaljevanje delavnice sem jim poskušal nekako na hitro predstaviti teorijo kratke zgodbe, potem pa smo v praktičnem delu poskušali eno in drugo povezati. In mislim, da so nastale res dobre zgodbe, ki jih brez težav pripravljamo. Mislim, če sem jaz iskrena, jaz nisem prebrala, o čem je delavnica, ampak me je naslov predvsem. Je to prvo presenečenje, ko sem mislila, da ne bomo risali, ampak da bomo pisali. Je bil šok na začetku in ne bilo strah, kako bo vse izvedeno in čim bom pisala. Ampak potem, ko sem začela, je to bistvo kar zanimivo, sem se lahko živela po čem govorimo in kako to predstaviti. In potem se vedela, da je bistvo to kar zanimiva tema, se s tem prej nismo govorjala. Mi ni žal, da sem se odrežila, ker sem se marsikaj naučila. Je bilo zanimivo sodelovati s tudi drugimi svojimi, pogosto ne sodelujem s drugimi srednješolci v takih priložnostih. Lepo lepo. Jaz sem se odrežila zaradi tega, ker se mi zdi, da čeprav to ravno delam šolke podlage, se mi zdela dobra priložnost, da nekako povečam svoje znanje, pa da se naučim tudi v teoriji, ker lahko to delaš malo na bled, kakor tak, ampak je dosti lažje, če da delam teorijo podlago, če bolj veš kaj. Pa še tema se mi zdela zelo zanimiva, ker o tem prej nisem veliko razmišljala, pač. V bistvu imamo zelo različne pristope. Recimo Maja, ki si se v svoji zgodbi odločila, da govoriš iz perspektive tovarne v eni izmed. Robert pa se odločila v bistvu govoriti iz perspektive argumentice. To pa mi je res zanimivo, da se v bistvu na nek način izhajala iz te neke perspektive. Mogoče bi lahko vsako od vas predstavila skratka samo zgodbo, ki ste napisali. Programi. Vem, da sem se odločila, kako bom pisala, če bi pisala iz perspektive koga drugega ali tovarne. Potem sem zamislila in je bilo prav zanimivo, kako bi izgledalo, če bi tovarna govorila. Zaradi tega sem se potem odločila za reprodukcijo. In potem, ko sem prvo zgodbo pisala, sem prvo razmišljala, kako bi začela. Vedno je začetek najproblematičen za me. In sem si mislila, da bi bilo mogoče zanimivo, da bi prišla nočjo, kot taka organizacija, ki ponavadi pritegne ljudi pozornost. In potem se mi je zdela zelo tudi dobro, da bi prišla koga drugega, na nekoga, ki bi se lahko potem se odločila kot lika, ki v bistvu je človek, ne pa v bistvu neki objekt. In sem si zato izbrala lika Petra. In sem si v bistvu prvo nisem vedela, kako bi začela, če bi bil samo neki človek ali če bi imel povezavo za to tovarno. In potem sem na koncu odločila za to, da bo nekdo, ki kupuje te izdelke, ki prodaja mafija, torej
odločila sem se za Huawei kot glavno opcijo.